Dobrodošli spet v Ambientih. Z oblikovalsko nagrado Big C za interjer nagrajeno stanovanje v osrčju prestolnice ni zasnovano le z mislijo na estetiko, temveč je skrbno premišljeno do zadnjega kvadratnega centimetra. Par, ki v njem prebiva, smo v naši oddaji že gostili, saj smo obiskali njuno prejšnje, le 25 kvadratnih metrov veliko stanovanje. Zdajšnje je po kvadraturi za skoraj polovico večje, a zato ni bil premislek pri oblikovanju nič manj poglobljen. Preprosto, majhno, izčiščeno, minimalistično. Ampak štos je v tem, da do enostavnosti ni vedno tako enostavno priti, kar potrdi tudi naš gostitelj in arhitekt. Aleksandra in Aleksander, živjo. Torej, vidva sta se odločila za malo večjo kvadraturo, prihajata pa iz kar precej bolj skromne, ne? Razlog za selitev je večplasten. En je bil ta, da sva, ko bi rekel, druželjubna posameznika in par in imava veliko prijateljev iz tujine, ki naj kdaj obiščejo, a ko so tukaj v Ljubljani, jih nimamo kam dati, no? In zato smo si želeli v bistvu malo večjega stanovanja, ki bi premogel še pol sobe več, kar to stanovanje zdaj, v katerem smo, je, in pa da se ga da tako predelati, da je fleksibilno, a ne. Ko sta prišla semle, v kakšnem stanju je bilo tole? Zdaj smo priča prenovljeni podobi, kaj sta pa dobila takrat? Ja, takrat je bilo stanovanje kar, vseljivo, je bilo kar, simpatično in tako, ampak ne toliko po najinem stilu, tako da sta se pa res odločila, da bova vse dala ven in pa tudi z vsemi inštalacijami, se pravi in elektro in vodovodnimi, zato ker je vseeno stavba iz leta 72 in je bilo to že malo zastarelo, tako da potem sva se kar odločila, da bova začela čisto od začetka, no, tako. Olupiti in izčistiti tloris, potem pride pa arhitekt na vrsto, ne? Tako je, ne, v bistvu. Jaz moram povedati tukaj, da sem imel pomoč 3 kolegov, mlajših, ki so še študenti, kajti je težko biti svoj naročnik, financier in pa uporabnik, ne, in hkrati projektant. Tako da smo vse skupaj speljali v tem obdobju pol leta, kar je kar kratko obdobje za današnje negotove čase. Je bilo pa kar izziv z izvajalci in pa ponudniki storitev. V smislu, da jih je bilo težko dobiti, verjetno, ne? So prezasedeni in cene se rapidno višajo, ne? Že znotraj teh pol leta so drsele na gor, ne? Zgrabiti mojstra takoj, kot ga dobiš in ga ne spustiti. Bi pa tle tudi izpostavila svojega očeta, zato ker on se je pa še posebej potrudil, da nama je uredil, se pravi, celo vodoinstalacijo, potem se nadziral gradbišče, se ukvarjal tudi z drugimi delavci, tako da brez njega bi težko prenovila, no. Sploh pa v tako hitrem času. Sekira padla v meta, ne, Aleksandr? Res je, moram priznati, ja. Stanovanje je bilo zasnovano po dokaj tipičnem tlorisu iz 70-ih let minulega stoletja. Za začetek sta porušila nekaj predelnih sten in s tem odprla stanovanje. Kuhinja je bila poprej umeščena v sobi, kjer se danes nahaja kabinet. Z umeščenostjo v bivalni prostor pa so tudi njej namenili bolj družabno vlogo. Od prejšnjega stanovanja je tako ostal le parket, ki je prav tako doživel temeljito preobrazbo. Na novo podobo čakata še vrt in balkon, ki bosta paru v prihajajočih pomladnih in poletnih dneh prišla še kako prav. Ampak spalnica je v resnici ostala na svojem mestu, ne? In je hkrati pristala v dnevni sobi. Kako je s tem, Aleksandra? Ko sva zaposlila prejšnje stanovanje, sva si nekako želela, da bi imela ta prostor ločen, se pravi, da ko ena oseba spi in druga ostane, da je nekako tudi neka zvočna izolacija. Ampak vseeno imava pa to zelo močno željo, da imava čim večji dnevni prostor. In sva pol mogla narediti ta nek kompromis in sicer, da imava spalnico v tej vgradni mobilnem pohištvu, ki pa jo pol zastreva z zaveso. Kako to funkcionira na vsakodnevni bazi? A je to kdaj odveč pospravljanje pa zlaganje postelje? Čisto vsak dan, verjetno. A jo kdaj tudi pustite lepo odprto? Definitivno jo pustiva. Meni na tej točki, ker smo še na začetku, je dosti še tak čar. Zato, ker lahko pač malo spreminjaš. En dan imaš pač večjo dnevno sobo, drug dan imaš to pač skrivnostno zaveso, ki ti da tudi malo take sence. Tako da meni za trenutno zelo ustreza, no.
Ampak, če sta druželjubna, ne, kot ste se lepo izrazili, kam potem date goste? Koliko jih lahko prenočite? 15 je vse skupaj lahko prespih tukaj. No. Ja, gostoljubno. Gostoljubno. Brez vrta in šotora. Ne? Ne le tlorisna zasnova, tudi barvna paleta tega svetlega stanovanja je v celoti prilagojena okusu stanovalcev. Odtenek črne lepo dopolnjuje belino dnevnega prostora, obarva tudi kuhinjske elemente in se razbohoti v kopalnici. Nekateri pravijo, da to nista barvi, ne, da ni barv v tem prostoru. Jaz sem na drugem bregu, ker pravim, da uporabljamo te dve barvi, ki sta bazni in dopuščata, da se potem življenje zgodi z elementi knjig, opreme, oblek, majhnih predmetov, daril in tako. Ali pa vzdušja. Ali pa vzdušja. Barvito vzdušje. Tak detalj so tudi rože, ki so ta tretji material ali pa rečemo tretja barva, ki pa v bistvu loči sterilno, banalno okolje od domačnosti doma. Zanimivost je, da so celo meni bliže kot Aleksandri in jih prosim za dovoljenje za dodatne kapacitete. Ona pa seveda da kljukico, kadar se ji zdi, da je to na mestu. Nekaj pa temu stanovanju vseeno manjka. Veste, mi smo televizijska oddaja in srce me zaboli, ko vidim, da ni nikjer televizije. A sem jo kje spregledal? Ne, niste. Res je ni. Že 7 let živim brez televizije, ti mogoče kakšno leto manj, ampak, a ne? Tako. Ja, ampak konzumirava pa dobre vsebine, vsekakor. Nisva odrezana od dobre produkcije. Pomagava si s tem projektorjem, ki je skrit na stropu, kjer pa dostopamo do vseh vsebin. Okay. To me je skrbi, skratka, kliente lahko tjale gor gledati. Ja, v redu. Zdaj pa v redu. Tako je.